Izraelski MMA borec Natan Levi, rojen v Parizu, se pogosto sooča z zlorabami zaradi narodnosti, ki jo zastopa na svetovnem odru. Zdaj pa trdi, da se je nasprotnik umaknil iz borbe proti njemu in proti njemu vodil obrekovalno kampanjo zaradi njegove vere. Zdaj se nam iz Las Vegasa pridružuje Natan Levi. Pozdravljeni in hvala, da ste z nami. Za začetek, za tiste, ki ne poznajo vaše zgodbe, prosim, povejte nam nekaj o sebi in kaj vas je spodbudilo, da ste želeli na mednarodnem nivoju zastopati Izrael v tem športu, namesto da bi zastopali Francijo. Rojen sem bil v Parizu, vendar sem se pri 2 mesecih preselil v Izrael. In zelo pogosto smo obiskovali Francijo. Ampak sem odraščal popolnoma kot Izraelec. Imam izraelski potni list, tekoče govorim hebrejsko in govorim hebrejsko bolje kot francosko. In zame je to samoumevno, ker to čutim, da sem. In še nekaj, v Izraelu so vsi Judje. V šoli te lahko zafrkavajo zaradi različnih stvari, ampak ne zaradi tega, ker si Jud. Ko pa sem šel v Francijo in sem videl, kako so moji bratranci obravnavani samo zato, ker so Judje, kako jih zafrkavajo, kako se spravljajo nanje, to mi ni bilo všeč. Ta del te kulture mi ni bil všeč. In seveda, ko sem jih obiskal, smo šli poiskat tiste, ki so jim škodovali, ki so jih poskušali ustrahovati, in sem rešil težavo. In zdaj se pogovoriva o načrtovanem dvoboju. Pripravljen si bil soočiti se s pakistanskim športnikom Shazibom Renom. A je bil dvoboj nenadoma odpovedan na družbenih omrežjih, na njegovih družbenih omrežjih, pa je trdil, da je to zato, ker se ga bojiš. Celo namigoval je na to, da si Izraelec. Kaj se v resnici zgodilo? Ja, to je precej čudna zgodba, glede na to, da tekmujem v UFC-ju in zelo veliki organizaciji. Poškodoval sem si koleno, prej sem se boril oktobra in kljub poškodbi sem vseeno nastopil in zmagal. Zmagal sem z nokautom v prvi rundi v Južni Koreji. In potem so mi ponudili borbo, ampak sem rekel, veste, trenutno tega ne morem sprejeti, časovno mi ne ustreza, z veseljem bi to naredil kdaj drugič. To je samo ponudba. To je samo nekaj, o čemer se pogovarjamo. Ampak to operaciji sem rekel, da sem pripravljen to narediti. Tako smo se pogovarjali o nekaterih datumih, eden izmed njih je bil marec, kar bi bilo v Rusiji, in sem rekel, veste, zame to ni mogoče, raje ne bi potoval v Rusijo. Vedno sem zelo zainteresiran za borbo, vedno pripravljen boriti se s tem tipom in vzeti njegov pas. Ko so stvari glede datuma šle naprej, smo potem začeli promovirati borbo, ker sem se z njo ustno strinjal. Nikoli nisem prejel pogodbe, čakal sem, promoviral borbo in bil v stiku z organizacijo. In opravil sem veliko dela, kot ga opravim za vsako svojo borbo, kjer gradim zanimanje za borbo, jo promoviram. In to bo odlična borba med 2 udarjalcema. In to bo res odlična borba. Ampak pogodba nikoli ni prišla. In potem slišim na spletu, da sem se očitno umaknil iz borbe, kar se nikoli ni zgodilo. Tako da je zame to zelo zmedeno. Nasprotnik je trdil, da me je strah njega. Nasprotnik je zelo nespoštljivo trdil. Ne vem, kaj sem hotel povedati, kot da sem zaradi tega, ker sem Izraelec, prestrašen. Izrael je imel 4 UFC borce. Država z 9 milijoni prebivalcev je imela 4 UFC borce. Pakistan, država z 290 milijoni prebivalcev, ni imela nobenega UFC borca. Reči, da zato, ker smo Izraelci, poleg tega pa imamo eno najboljših vojsk na svetu, nismo borci. To je starodavna antisemitska stigma, ki ga je skušal izkoristiti. Vendar v resnici ne bi smel metati kamnov, če živiš v stekleni hiši, ker je popolnoma obratno. Dobro je, da si ga na to opozorila. Govori se tudi o prepovedi izraelske udeležbe na svetovnih dogodkih, kot so športni in kulturni dogodki. Tudi ta teden na pesmi Evrovizije so bili pozivi k prepovedi Izraelcev. Kaj misliš, da je najboljši način za odziv na vse te sovražneže? Ja, mislim, da prepiranje nima nobenega smisla. Običajno sovraštvo prihaja od različnih botov ali celo, kot bi rekli, NPC-ov. Ljudi, ki so v bistvu boti, skoraj kot živi mrtveci na spletu. Večina ljudi si ne bo spremenila mnenja. Nekateri ljudje so neodločeni. In zato mislim, da je pomembno, ko se ljudje ukvarjajo s Hasbrom in objavljajo videoposnetke. Ker je na koncu veliko ljudi prepričanih v eno stvar, samo zato, ker so videli nek video, običajno kakšno propagando ali nekaj izven konteksta. In če jim pokažeš resnico, si morda celo premislijo.
Ampak veliko ljudi si nikoli ne bo premislilo. In takrat se mi zdi, da je zapravljanje časa in truda, če jih poskušaš prepričati. Mislim, da jih ni najbolje prepričevati z besedami: sem prijazen, prosim, imejte me radi. Ampak da sem močan, spoštovali me boste. In če si dovolj močan, se bo to zgodilo. Tako da jaz svojo energijo usmerjam v prikazovanje judovske moči in ponosa v ringu in zunaj njega. In moj vsakodnevni trud je, da treniram judo, da postanejo močnejši, samozavestnejši in ponosnejši, da bodo lahko ostali trdni. Ponovno, nacista nikoli ne moreš naučiti, da te ima rad, lahko pa naučiš Juda, da udari nacista v obraz. Tako da to je tisto, kar poskušam narediti, naučiti Jude, kako biti močni. In ko si močan, si spoštovan. Ni mi treba, da me imajo radi. Natan Levi, najlepša hvala za vaš čas in še naprej veliko sreče v vaši uspešni karieri ter v boju za dobro stvar, ko gre za Hasbaro in izpostavljanje antisemitizma tam, kjer je to potrebno. Najlepša hvala.